Najprej lepo pozdravljeni vsi tisti, ki ste se vpisali na moje novičke. Torej, v tem videu vam je torej dostopna napoved za vsa znamenja za oktober, november in december 2023. Zdaj, drugače bo za vas kmalu tudi dostopna napoved za premik Rahuja in Ketuja, kar je sicer upoštevano že v tej napovedi spodaj za vsa znamenja, ampak sem to bolj na kratko opisala. Potem bo pa to seveda bolj na dolgo, široko opisano, torej kaj bo vsakemu znamenju prinesel ta premik Rahuja in Ketuja. Konec leta lahko pričakujete tudi veliko napoved za vsa astrološka znamenja, torej za leto 2024. V letu 2024 pa seveda napovedi po mesecih in velikih premikih planetov, retrogradnosti in seveda tudi drugih zanimivih astroloških dogajanjih. No, najprej še enkrat povem, da upoštevam sideralni in entropski zodijak, pomeni, da upoštevam realno sliko neba, sem vedska astrologinja, torej Jyotish astrologinja. In napoved za vsa astrološka znamenja je narejena glede na vaš ascendent, luno in sonce. Torej lahko pogledate glede na to, kje imate ascendent, glede na to, kje imate sonce in luno. Torej, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste preko spodnjega linka, ga bom prilepila v opis. Ta vas popelje na spletno stran, tam izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način pridobite te informacije. Torej, tako boste seveda lahko spremljali moje mesečne napovedi, torej za velike premike planetov in seveda vse druge napovedi narejene po vedski astrologiji. Zdaj, če želite pa osebno Jyotish analizo, imam zdaj trenutno akcijo in prvim 3, ki se prijavijo po objavi tega članka, darujem 10% popust na vse moje Jyotish storitve, torej vse, kar je povezano z vedsko astrologijo. To so seveda tudi druge storitve, torej naprimer muhurta, izračun ugodnega trenutka, namkaran, to je naprimer, da ugotovim, kako energija vašega imena vpliva na vas, nad katero astrološko hišo vam aktivira, potem seveda prašna, torej trenutek na nebu in pa seveda vse druge zadeve, ki so povezane z Jyotishom. Te so naprimer mogoče najbolj aktualne, lahko tudi kompatibilnost, torej primerjava 2 natalnih kart partnerjev in podobno. Torej, ta akcija pa velja tudi za vse tiste, ki bi se mogoče želeli prijaviti na moje individualno poučevanje Jyotisha, torej tudi za vas velja, da če se prijavite torej med prvimi 3, upoštevam torej tudi za vas 10% popust, torej na vse storitve, ki jih boste prejeli, če se boste torej udeležili izobraževanja pri meni, torej poučevanja Jyotisha. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo za vsako znamenje posebej. No, pa imamo najprej tu ovne, torej če imate luno v ovnu, ste v ascendentu oven ali imate sonce v ovnu. Torej, za vas bojo zadeve tekle takole. Torej, oktobra bo za vas v ospredju zdravje, rutina in delo, predvsem delovno okolje. Ukvarjali se boste veliko sodelavci in delom na splošno. Dajali boste veliko truda v dom, tudi otroke, če jih imate, in tudi ljubezen. Se pa boste ukvarjali tudi s konflikti. Lahko na ljubezenskem področju, tukaj morate določene zadeve še urediti za nazaj. In bodite pazljivi, ker bi partner bil lahko v tem času nestrpen, jezljiv, lahko bi mu težave povzročala vaša odsotnost, kakšno nepredvideno potovanje v tujino, lahko izobraževanje. Težave bi mu pa lahko povzročala tudi vaša usmerjenost v delo, prihodke, prijatelje. Ukvarjali se boste tudi veliko s pravnimi zadevami, kakšnimi ljudmi, ki vam niso naklonjeni, sovražniki, delom za druge. In to bo čas, ko boste morali izboljšati svojo rutino, poskrbeti za svoje zdravje, za delo, urediti neke dolgove, pravne zadeve, če ste naprimer v ločitvi, če kaj prodajate, kupujete ali pa kaj podobnega. Lahko bi tudi menjali službo v tem času in bi bilo bolje, kot da greste v konflikt, bi bilo mogoče bolje, da zamenjate delovno okolje, bolje kot pa da se prepirate za sodelavci. Če vidite, da v nekem delovnem okolju ne gre, potem je to dober čas, da zamenjate službo. Drugače se bodo v službi pojavljale težave, napetosti, težave s sodelavci,
te boste zdaj konkretno soočili z nekimi problemi. Določene zadeve se bojo pri delu morale spremeniti, ne bo šlo drugače, tudi v drugih zadevah. Zdaj, konec oktobra boste spoznali določene stvari v povezavi z vami, s partnerjem, bolj vam bo jasno, v katero smer hočete, v katero smer želite s partnerjem naprej, lahko to velja za poslovne, pa lahko osebne partnerje. Bi tudi lahko partnerju v tem času kaj priznali, ker bo neka resnica prišla na dan. Torej, tukaj bodite previdni, kako boste mu te stvari povedali tisto, kar mu boste želeli povedati. Pri delu in sodelavcih boste sprejeli nek kompromis, ki bo dober za vas in za njih. V oktobru lahko samski tudi koga spoznajo. V novembru bo pa za vaš čas, ko boste določene stvari še morali urediti, tako na odnosih, tudi zdravju. Vam bo pa v službi precej lažje, kot vam je bilo prej, tudi na področju prijateljstva. Potem pa decembra morate biti pa bolj pazljivi glede stroškov. Torej, pazite se prevelikega zapravljanja. Tukaj bi lahko v decembru porabili denar za kakšno potovanja ali pa duhovna izobraževanja. Zelo vas bodo zanimala okultna znanja, tudi sanje. Je pa res, da bi bili lahko nespeči v tem času, malo bolj kot drugače. Potem bolj boste usmerjeni na vašo notranjost, na vaš notranji svet, lahko bi tudi kaj prenavljali v domu, se vam pa bodo tudi prihodki povečali v tem času, ampak vseeno bodite pri zapravljanju pazljivi. Zdaj, v tem času je zelo dobro, da dajete stvari drugim, stvari, naprimer, ki jih ne potrebujete, to bo za vas dobra preventiva. Potem boste tudi urejali neke zdravstvene zadeve, nekatere se bojo uredile, nekatere boste morali še urejati. Bodo pa nekatere zdravstvene zadeve pri vas izginile, tako da to bo zelo dober čas, ko boste seveda lahko neke stvari pri sebi pozdravili. To je seveda v zvezi z vašim zdravjem, lahko pa tudi pri kakšnih drugih stvareh, torej, da boste pozdravili vaše delovno okolje, rutino, navade, torej delali boste na zdravljenju. Stvari se vam bojo dobro uredile. Pri delu boste želeli več miru, ne boste se pa tudi toliko več posvečali podrobnostim, ampak bolj temu, kaj vi želite, kaj vi hočete. Torej, ne boste se več posvečali toliko drugim, ampak bolj sebi. Če imate kakšne pravne zadeve, jih boste dobro uredili, boste v prednosti pred drugimi, tudi določeni problemi se vam bodo umaknili, je pa to čas, ko morate zelo, zelo paziti na vaše hišne ljubljenčke, posebej na njihovo zdravje in to posebej v oktobru. Torej, pri njih bodite pa pazljivi, če se bojo kakšne težave pojavile, jih peljite takoj veterinarju, da ne bo kaj hujšega. No, če želite osebno Jyotish analizo, imam zdaj akcijo in prvim 3, ki se prijavijo po objavi tega članka, darujem 10% popust na vse moje Jyotish storitve. No, zdaj smo pa že pri bikih, torej, če ste v ascendentu bik, imate luno v biku ali sonce v biku, bo v oktobru za vas pomembno, da se posvečate otrokom, ljubezni, tudi kreativnosti in investicijam. Zdaj, neki dogodki se bojo dogajali v povezavi s temi področji, torej povezavi z ljubeznijo, otroci, povezavi z investicijami. Posebej pazite pri otrocih in odnosu do njih. Nasplošno tudi pazite pri odnosih v družini, tudi pri bratih, sestrah, tudi mami. Tu se vam bodo neke stvari zapletale, neke stvari boste morali urejati za nazaj, lahko bi bilo to v povezavi z vašo mamo, lahko bi bila ona kaj bolna. Lahko bi bil tudi kdo drug bolan, nekdo v družini, je zagotovo pri vas imel neke zdravstvene probleme ali pa pravne težave in to boste nekako morali urejati. Lahko bi bil to tudi partner. To vam bo uspelo dobro urediti, drugače bo to tudi dober čas za investicije, torej v oktobru, začetek oktobra. Tukaj boste uspešni, tudi kreativni boste bolj, zato to je zelo dober čas za umetnike, dober čas, da uspete, da se razvijate, da zrastete. Drugače boste v poslu še vedno precej pod pritiskom, veliko bo urejene stvari za nazaj, imeli boste več odgovornosti, ampak boste na poslu tudi precej bolj uspešni. Glede partnerstva boste pa imeli dvome, ne boste prepričani ne v svoje, ne v partnerjeva čustva in v odnosih, torej v odnosih do partnerja, pa tudi drugimi ljudmi,
boste morali sprejeti neke kompromise, torej boste v to prisiljeni, ne bo šlo drugače. Ob koncu oktobra lahko na plano pride nekaj povezavi z vašim partnerjem, tudi povezavi s poslom, statusom ali pa njegovimi brati, sestrami. Lahko bi, na primer, partner izvedel za neke nepredvidljive stroške, za neko potovanje v tujino, lahko tudi nekaj povezavi z dediščino, financami. Bodite pa tudi pazljivi pri otrocih, ker bi vam lahko nekaj prikrivali. Torej, odkritje in rešitve se bodo pojavila pri delu, pri otrocih. Če imate zdravstvene težave, vi ali pa mogoče vaši hišni ljubljenčki, boste tudi zdaj vedeli, kaj storiti. Torej, kaj vam je narediti v zvezi s tem. V novembru boste bolj zadihali, vam bo lažje, komunikacija s partnerjem v družini bo boljša, stvari se bojo uredile. Precej se pa boste vdahnili v decembru, kjer se boste pa bolj odprli prijateljem, drugim ljudem, družbi in tudi to bo tudi čas, ko boste začeli lažje uresničevati svoje želje, tudi prihodki se vam bodo povečali. Zdaj, če ste samski, lahko koga spoznate že novembra, posebej pa decembra, če boste hoteli ali ne, to bo neka karmična ljubezen, verjetno vas bo potegnilo. Zdaj, karmične ljubezni so pa tako, velikokrat prinesejo bolj kot ne težave, žalost, zato bodite pazljivi na tem področju. Drugače boste v decembra naprej srečevali več ljudi, imeli boste več priložnosti tako v ljubezni kot na poslovnem področju, lahko tudi povezavi s partnerstvom, lahko se tudi poročite v tem času. Pazite pa, da bodo vaši cilji glede denarja in posla skladni z vašo darmo, torej z vašo življenjsko nalogo, ker tukaj bi vas lahko malo zaneslo, lahko v neka nerealna pričakovanja, potem boste pa razočarani. Če delujete na socialnih omrežjih, bi zdaj lahko dosegli precej večjo prepoznavnost. Drugače na splošno pri ljudeh pazite, lahko so nekaj drugega kot govorijo, posebej to v decembru. Spremembe se bojo dogajale tudi na poslovnem področju, lahko bi zamenjali službo v tem času ali pa se začeli učiti tuj jezik. Bolj pazite tudi na otroke, če jih imate, in pa na hišne ljubljenčke, na zdravje, posebej v oktobru. Bodite pazljivi na tem področju. Zdaj, če želite osebno Jyotish analizo, imam akcijo in v prvim trem, ki se prijavijo po objavi tega članka, da darujem 10% popust na vse moje Jyotish storitve. No, zdaj smo pa že pri dvojčkih, torej če imate luno v dvojčkih, ste v ascendentu dvojček ali imate sonce v dvojčkih, torej v oktobru, v prvi polovici se bodo za vas dogajale precej nepredvidljive, nepričakovane stvari, ki bodo vezane na dom, lahko bo to tudi v povezavi z vašo mamo, lahko pa glede kakšnega posestva, ki ga posedujete in zelo boste v temi, torej ne boste vedeli, kaj storiti, težko vam bo, zato pazite in ne bodite preveč nestrpni, posebej pri komunikaciji, to bi lahko sprožilo kakšne prepire z vašimi domačimi, lahko z mamo, bratom, sestro, lahko tudi z otroci. Glede doma, posestva bi se lahko namreč kaj zapletlo, lahko bi se pojavile neke težave, zato ne sprejemajte večjih odločitev, počakajte na prave informacije v drugi polovici oktobra. Torej, do takrat počakajte. Lahko je to vezano torej, tako na družino, lahko na finance, lahko na otroke, lahko pa tudi na vašo ljubezensko situacijo. In pri financah bodite zelo pazljivi. V družini boste morali konec oktobra sprejeti neke kompromise, če boste želeli, da se zadeve doma umirijo. Se vam pa bojo dogajale velike spremembe, tako pri financah kot pri delu, neka razširitev pri delu, posebej konec novembra, ko se vam situacija na financah res precej izboljša. In se bodo tudi neka odkritja pojavila tudi v zvezi s prijatelji, zdaj boste tudi vedeli, kdo vam je pravi prijatelj, kdo vam ni, in boste lahko razočarani nad določenimi ljudmi. Ampak, glejte, torej vedno, ko pride neko razočaranje, zadržje vedno posije sonce, to bo za vas dobro, ker boste od tam naprej potem lažje napredovali. V novembru boste končno rešili zadeve z neko nepremičnino, posestjo in izboljšale se bodo tudi zadeve v povezavi z otroci, ljubeznijo. Konec novembra je čas, ko se boste bolj začeli posvečati poslu, pa tudi vašemu statusu, in zato je zelo pomembno, da naredite revizijo, kdo je dober za vas, torej kateri ljudje, kaj je dobro za vas, naprimer katero delo, kakšen način dela.
začeli boste z novimi stvarmi in decembra dobili pri delu čist nek nov zagon in dobili boste veliko novih priložnosti, lahko bi začeli nov posel, na splošno se boste verjetno v decembru usmerili v neke nove poti. Na delu boste bolj uspešni, lahko začnete svoj posel, je pa res, da se boste v tem času malo umaknili od doma. Doma bi lahko že v novembru, pa tudi decembru kaj prenavljali, pazite se konfliktov v domu z domačimi, tudi z mamo, doma boste bolj kot ne nezadovoljni. Zdaj samski lahko v novembru srečajo svojo preteklo ljubezen, v decembru se pa na novo zaljubijo. Tudi poročeni bo decembra lepše v odnosu, vse bo ljubezen ponovno zacvetela, ne bo več toliko problemov, tako da vam bo precej lažje. Zdaj, če želite osebno Jyotish analizo, imam akcijo in prvim 3, ki se prijavijo takoj po objavi tega članka, darujem 10% popust na vse moje Jyotish storitve. Isto velja, če bi se na primer želeli naročiti na individualno poučevanje Jyotisha. No, pa gremo kar naprej. No, pa smo že pri rakih. Torej, če imate luno v raku, če ste v ascendentu rak ali imate sonce v raku. Torej, v oktobru, prvi polovici se bodo za vas dogajale spremembe v komunikaciji, na potovanjih, tudi v odnosu do vaših bratov, sester, če jih imate. Lahko bi se v tem času pojavili neki nesporazumi v komunikaciji, zato bodite bolj pazljivi, kaj govorite. Je pa res, da ne boste imeli pravega zaupanja, včasih boste tudi preveč čustveni, tudi skrivnostni, ne boste razkrivali stvari, je pa res, da boste iskali resnico, to je pa potem včasih težko, če smo mi tako skrivnostni, iščemo resnico, zdaj, če pa ne vprašamo, pa ne zvemo, tako da, če se ne boste pogovarjali, boste torej težko zvedeli stvari, je pa res, da se v tem času ne boste želeli toliko pogovarjati. Ne boste želeli razkrivati stvari, tako da bo malo težko priti do resnice. Doma se vam lahko pojavijo težave in tukaj tudi bodite zelo pazljivi v komunikaciji. Če doma nameravate kaj prenavljati, se tega lotite v novembru, ker v oktobru boste zato potrebovali več strpnosti, razumevanja. Torej, oktober ni tako dober mesec, zato november je precej bolje. Torej, to je tudi čas, ko je za vas bolje, da ste doma, kot da potujete, ker na potovanju boste bolj vznemirjeni kot ponavadi, ker se bojo lahko pojavljali kakšni zastoji. Mama bi lahko imela v tem času težave. Je pa dobro to, da lahko v tem času iz svojega hobija naredite posel. Torej, iz tega lahko naredite neko dobro poslovno pot, novo, zato bojo res dobre priložnosti. Konec oktobra boste končno dobili prave informacije, dobro se boste dogovorili z domačimi, kako naprej, skrbi glede posla se bojo končale, sprejeli boste lahko pomembne odločitve za naprej, za posel, kariero, tudi status, tudi glede doma in boste lahko končno preteklost pustili za sabo, ker boste uvideli in videli, da določene zadeve v službi pač doma in v službi pač ne bodo nikoli take, kot bi vi radi. To bo mogoče en tak kompromis, ki ga boste morali sprejeti pri sebi, da se boste pač sprijaznili, da določene stvari tako pri domači kot v službi pač ne bojo točno take, kot bi vi radi. To bo pač za vas, bojo ti mrki prinesli ta kompromis. In to boste zdaj sprejeli, lažje vam bo in tudi določene stvari bojo seveda prišle na dan, in določene stvari si boste sami sebi priznali. V novembru vam bodo na začetku stvari zelo dobro stekle, posebej, če prenavljate dom, tudi zadeve z domačimi se bodo umirile, tudi z mamo, lažje vam bo. Konec novembra in decembra se vam pojavijo čisto neke nove priložnosti na poslu, to se vam svetuje, da sprejmete, ker bo zelo dobre priložnosti. Drugače se vaš fokus iz poslovnih zadev pa bolj usmerja na vrednostni sistem. Torej na vaš vrednostni sistem, ki bi se lahko v tem času nekoliko spremenil. Naprimer, želeli boste več svobode v svojem življenju, tako povezavi z družino, kot tudi nekimi tradicionalnimi pravili, normami. Želeli boste tudi več potovati. Zdaj, tisti, ki si želite otroke, bi jih lahko tudi zdaj imeli. Želeli se boste tudi izobraževati, lahko v tujini. Zelo vas bojo zanimale religiozna, duhovna izobraževanja, tudi okultna znanja. Dobro vam pa kaže tudi na finančnem področju. Zdaj v decembru lahko bi dobili neko dediščino, nek večji priliv denarja.
Boste pa razmišljali tudi o spremembi službe, pa tudi o drugih spremembah. Zdaj na poslu vas zagotovo čakajo neke spremembe, lahko sprememba posla ali pa neke spremembe, torej vezane na nek delovni proces, na vaše delo. V tem času ob koncu leta lahko samski koga spoznate, lahko bo to tujec, lahko bi se predstavil drugačen, kot je v resnici, zato bodite malo pazljivi tukaj, pač pojdite po korakih. Že vezani pa boste v tem času bolj utrdili svojo vezo, so pa možni tukaj vzponi in padci še vedno v vaši vezi. Če želite osebno Jyotish analizo, imam akcijo in prvim trem, ki se prijavijo po objavi tega članka, darujem 10% popustno vse moje Jyotish storitve. Isto velja tudi za tiste, ki bi se želeli pri meni učiti Jyotisha. Torej imam individualno poučevanje Jyotisha in tudi prvim trem nudim 10% popustno na to storitev isto. Potem smo pa tukaj pri levih, torej levi, če ste v ascendentu lev, imate luno v levu ali sonce v levu, potem vas v oktobru prvi polovici čakajo spremembe na finančnem področju, lahko tudi povezavi z družino neke spremembe. V tem času boste verjetno dobro zaslužili, torej za zaslužek bodo res dobre priložnosti, dober čas bo za zaslužek, boste poleg tega imeli lahko tudi nekaj nepredvidljivih stroškov, zato boste malo nesigurni na tem področju, torej bodite pazljivi, torej boste veliko zaslužili, ampak boste imeli tudi stroške. Tako da pač lahko si naredite nek načrt, pa vam bo lažje. Težave, celo prepiri bi se lahko pojavljali v zvezi z vašimi brati, sestrami, lahko tudi sosedi, torej ljudje, ki živijo v vaši bližini, zato bodite v komunikaciji z njimi pazljivi, pazite na zdravje, na zobe, na grlo, tudi na prehrano. Ne svetuje se vam, da potujete v tem času, ker se vam bodo pojavljale neke ovire in težave na poti, to bi vas znalo zelo razjeziti. To velja tako za daljša, kot tudi krajša potovanja. Torej, bodite pazljivi. Konec oktobra in začetku novembra se vam bodo dogajale spremembe, posebej to velja za študente, dijake, ki lahko v tem času spremenijo svojo smer študija. Nekateri drugi pa boste imeli težave z očetom, lahko učitelji, tukaj boste morali sprejeti neke kompromise, bo pa zelo jasno vam, kaj želite za naprej, to bo pa dobro. Tudi glede posla, torej če že delate, tukaj boste sprejeli neke pomembne odločitve. Če želite posel, kjer boste lahko izrazili svoje talente, sposobnosti ali pa iz svojega hobija, če boste želeli narediti posel, zaslužek, vam bo to zdaj zelo, zelo dobro uspelo. Torej, če želite izraziti talente, boste uspešni na poslu, pa tudi če iz hobija želite narediti posel. Torej, to je za vas dober čas, da greste v to smer, ker boste tukaj uspešni. To posebej velja za tiste, ki delate v neki komunikaciji, ste na primer javni govornik ali pa nekaj pišete. To je zelo dober čas za vas. Nekatere cilje boste morali za tega verjetno spremeniti, a se vam bo to na dolgi rok obrestovalo. Vaši odnosi se bodo tudi spremenili, v tem času se boste morali bolj povezati s partnerjem, če boste želeli, da veza obstane, drugače bo tukaj veliko izzivov. Samski bi lahko v tem času spoznali osebo, ki prihaja iz tujine. V novembru boste še vedno precej usmerjeni v zaslužek. Posebno bo dober čas za investicije konec novembra. Takrat se boste tudi še bolj usmerili v partnerstvo, več priložnosti boste imeli za nova poznanstva. Če ste pa v vezi, boste pa pač imeli priložnost, da vezo bolj utrdite. Bodo pa te vaše veze v tem času za vas malo težje, ker boste oddelovali vašo karmo. Zdaj lahko bi v tem času spoznali nekoga, ki bi vas čisto obsedel ali pa vi njega, torej bodite na tem področju pazljivi. V ospredju bo nek partnerjev denar, pa tudi vi bi lahko prejeli več denarja, lahko od kakšne dediščine, naložb, kakšnih zavarovalnih pogodb. In to vse se vam bo dogajalo tudi v decembru in boste precej bolj usmerjeni na vsa ta področja. Pazite na zdravje, na stroške, na družino, ne zapravljajte preveč, to sem vam že na začetku povedala. To bo tudi za vaš čas nekih nenadnih sprememb, lahko službe, lahko doma, lahko bi se preselili, lahko bi vas zelo potegnila neka izobraževanja v povezavi z okultnimi znanji,
ali pa duhovna znanja, bolj so tukaj naglašena okultna znanja. Lahko bi iskali kakšnega psihoterapeuta, psihologa, astrologa. Tudi če se z raziskavami ukvarjate, vas bo zelo, zelo potegnilo v to. To je tudi dober čas za to. No, zdaj, če želite osebno Jyotish analizo, imam akcijo in prvi trem, ki se prijavijo po objavi tega članka, darujem 10% popust na vse moje Jyotish storitve. Isto, če se želite izobraževati pri meni, prav tako velja. Torej, prvim trem, torej, za njih velja torej, ta 10% popust. No, zdaj smo pa pri devicah. Torej, če imate Luno v devici, ste v ascendentu devica ali imate sonce v devici. V prvi polovici oktobra se bodo za vas dogajale spremembe pri vas samih. Torej, ta čas, to obdobje je za vas izjemno, izjemno pomembno, ker v tem času torej, boste delali na sebi. Lahko bi se vam pojavile neke nove ideje, nove stvari, lahko bi se vam pojavili novi ljudje v vašem življenju, dogodki. Do vas bo prišla neka nova energija. Zdaj, če delate z ljudmi njihovim videzom, če ste na primer kozmetičarka, potem modna oblikovalka ali fizioterapeut, potem ste lahko v tem času izjemno uspešni. Boste pa lahko v tem času tudi precej vznemirjeni, zato je pomembno, da ostanete mirni, ker določenih stvari ne boste videli, naprimer, torej, resnico, ne boste videli resnico, ne boste videli prave smeri, kam želite iti, kaj želite začeti. Posebej je to vezano na poslovno področje. Zato ni dobro v tem času sprejemati nekih pomembnejših odločitev v poslu, v službi, se vam zelo svetuje, da počakate do konca oktobra. Isto velja za finance, to bodo tudi nestabilne. Pazite na zdravje, ker na tem področju verjetno ne boste imeli pravih informacij, poleg tega boste pa zmedeni tudi glede odnosov. Konec oktobra potem boste šele lahko sprejeli neke pomembne spremembe, pri financah, tudi pri družini, lahko v povezavi z zavarovalnimi pogodbami, dediščino, partnerjevim denarjem. Neke stvari se bodo pri vas morale spremeniti, ne bojte se neke stvari spustiti, je pa dobro, da se pri tem lahko s kom posvetujete. Da greste k nekomu in se pogovorite, kaj vam je storiti. Pazite na zdravje, posebej zobe, prehrano, tudi tukaj boste morali narediti neke spremembe. Je pa res, da se boste lahko s kom posvetovali glede zdravja in prehrane, to bo za vas dobro. Spremembe so pa neizogibne tudi v partnerstvu. V partnerstvu imate torej, tako zadevo, da so tukaj verjetno pri vas stvari že nekaj časa nestabilne in seveda dajete v to več energije, več vključenosti in vam je težko verjetno. Je pa res, da v novembru boste pa začeli stvari uspešno reševati. Tako zadeve, torej povezavi z družino, premoženjem. Lahko bi tudi v tem času zaradi zdravja opustili neke sladke razvade, to bo za vas dobro. Nekaj, kar je v zvezi s prehrano, boste se zagotovo spremenili v tem času, nekaj boste opustili. Drugače pa se vam v novembru vaš fokus usmerja predvsem na komunikacijo, na brate, sestre, predvsem mlajše, tudi na vaše talente, hobije. Lahko bi delali kakšne raziskave na poslovnem področju, lahko povezavi s tujino, ali pa mogoče v zvezi s strategijami poslovnimi, razmišljali boste, kam se želite usmeriti za naprej. Lahko pa se boste usmerili tudi v okultne študije, tudi to vas bo zanimalo. V tem času lahko tudi potujete v tujino in to zaradi posla. Konec novembra lahko samski koga spoznate, vzemite si čas za to. Vezani pa boste precej več delali na vezi in na partnerju in boste partnerju dali več pozornosti. Imeli pa boste verjetno občutek, da se vi njemu bolj prilagajate kot on vam. In to energijo boste posebej čutili v decembru. V decembru vam tudi zelo, zelo dobro kaže na prihodkih, več boste zaslužili. Lahko bi v tem času začeli tudi s kom na novo poslovno sodelovati, ker se bo razširil vaš krog ljudi, poznanstev. Posebno bo to dobro za tiste, ki delate s socialnimi omrežji. Konec leta morate biti pa zelo, zelo pazljivi pri komunikaciji z domačimi, s partnerjem, ker bi se tukaj lahko pojavili kakšni nesporazumi, nerazumevanje, zato se vam svetuje pazljivost.
No, če želite osebno Jyotish analizo, imam akcijo in prvi trening, ki se prijavijo, takoj po objavi tega članka darujem 10% popustno vse moje Jyotish storitve. To velja tudi za tiste, ki bi se želeli prijaviti na moje individualno poučevanje Jyotisha. No, zdaj smo pa že pri tehnicah, torej tisti, ki imate luno v tehnici, sonce v tehnici ali ste tehnica v ascendentu. Torej v oktobru, v prvi polovici morate biti bolj pazljivi glede vašega zdravja, posebej, če ste anksiozni, vznemirjeni, pa tudi glede vašega duhovnega razvoja, torej podzavestnih vzorcev, škodljivih programov. To bo zelo, zelo prišlo na površje v tem času. Drugače je to dober čas za potovanje v tujino, tudi za uspeh v tujini. Zdaj, ljudje iz tujine vam lahko prinesejo srečo, neke stvari iz tujine. Bolj pa drugače odnosi oziroma določeni ljudje, lahko poslovni partnerji, lahko osebni partnerji vršili nek pritisk na vas. To pa ne bo v redu za vas, vam bo kar težko. Potem imeli boste verjetno tudi zelo veliko stroškov, posebej na poslu. In šele konec oktobra vam bo tudi jasno, kako boste vse to izpeljali. Do takrat vam bo pa kar težko. In konec oktobra vam bo tudi uspelo harmonizirati prihodke in odhodke, do takrat bo pa precej nestabilno na tem področju. Ukvarjali se boste tudi veliko z družino, tukaj boste morali sprejemati neke kompromise. Pri tem vam zelo, zelo lahko pomaga meditacija, mantre, to je za vas dobra preventiva. To vam lahko tudi jaz svetujem, ker imam pač svoj program Oracle of Light, ki temelji na dihanju, povezanem dihanju, torej na meditaciji, na mantrah in s tem se lahko zelo, zelo umirite. Tako da za vas bo to zelo pomembno v tem času, da se umirjate. V drugi polovici oktobra in v začetku novembra boste seveda pod pritiskom, da določene stvari speljete, kar vam bo dobro uspelo, bo pa to za vas vseeno naporen čas. To bo tako na poslovnem kot osebnem področju, poslovni osebni partnerji bi bili lahko zahtevnejši v tem času, ampak vam bo šlo dobro, torej boste speljali, zato bodite brez skrbi. Boste pa nekatere zadeve izvedeli v tem času v odnosih, lahko od partnerjev, resnica bo prišla na dan. Če boste sprejemali kakšne pomembne odločitve, se pred tem s kom posvetujte, bo to za vas dobro. V novembru bi lahko kam odpotovali, v tujino ali pa se v tujini izobraževali, lahko pa preko tujine v tem času tudi zelo, zelo dobro zaslužite. Konec novembra vas čakajo spremembe, vaš fokus se bo od partnerstva usmeril bolj v delo, v sodelavce, tudi na zdravje, rutino, tudi finance, otroke, če jih imate, če jih želite imeti. Boste pa v tem času bolj močni, bolj prizemljeni, za vaše zdravje boste našli dobre rešitve in tudi boste zelo uspešni pri delu in karieri. Torej tukaj pri delu se vam bodo pojavile neke čisto nove priložnosti, lahko napredovanje in tudi z lahkoto boste premagovali nasprotnike, konkurenco, ker boste zelo močni, imeli boste več energije. Se vam pa svetuje, da pazite pri stroških in da se več povezujete z duhovnim. Torej, bodite duhovni, pomeni, dajte se lotiti kakšne meditacije, dihanja, bodite več v naravo. Izogibajte se tudi problemom. Samski lahko v tem času spoznate neko resno osebo za resno razmerje, lažje pa bo v decembru vezanim, če bodo pazili pri komunikaciji, se izogibali konfliktom v družini, potem vam bo kar v redu. Pazite se tudi kakšnim konfliktom povezavi z brati in sestrami, pa tudi pri partnerju. Zelo dobro boste reševali zadeve, če se boste odkrito pogovorili, torej z bratom, če ga imate, sestro, partnerjem, torej z osebo, s katero imate nek nesporazum. Potem vam bo lažje, tako da se vam svetuje odkrit pogovor. Torej, če želite osebno Jyotish analizo, imam akcijo in prvi trening, ki se prijavijo po objavi tega članka, torej darujem 10% popustno vse moje Jyotish storitve, tudi vsem tistim, ki bi se želeli prijaviti na moje Jyotish izobraževanje, torej individualno Jyotish izobraževanje. No, pa smo tukaj že pri škorpionih. Torej, če imate luno v škorpionu, ste v ascendentu škorpion ali imate sonce v škorpionu,
Torej, v prvi polovici oktobra se boste predvsem ukvarjali s financami, tudi s prijateljstvi, ljudmi na splošno, tudi uresničenjem želja. Lahko se v tem času za vas ukine en dotok denarja in se pojavi nov drugi dotok denarja. To je seveda za vas lahko pozitivno, negativno, to je seveda predvsej odvisno od vaše natalne karte. Lahko se vam zgodi, če delate s socialnimi omrežji ali komunicirate z več ljudmi, ali pa če nastopate, ali delate v neke vrste reprezentacijo za druge, da bo to za vas čas uspeha, tudi slave. Torej, tukaj boste zelo, zelo uspešni, če delate na tem področju. Lahko ste zelo uspešni. Na splošno pa je nakazano, da se vam bodo nekatere želje v tem času težko uresničile, kot ste jih planirali, to bo povezavi s poslom, sodelavci. Neke spremembe na poslu se bodo zagotovo zgodile, pa če to želite ali ne. Konec oktobra boste sprejeli neke večje odločitve glede vašega zdravja, tukaj tudi zadeve glede vašega zdravja vam bodo bolj jasne. Na poslu, v službi boste zdaj tudi bolj odkriti, zadeve bodo prišle na dan, resnica se bo pokazala, pojavile se bojo neke nove priložnosti v poslu in tudi boste lahko zapustili staro službo, kjer ste verjetno imeli neke težave in šli v neko novo. Če imate težave s hišnimi ljubljenčki, se bodo tudi te zadeve uredile. Je pa res, da se vam v začetku novembra pa spreminja krog ljudi, s katerimi se družite. Nekateri ljudje, ki so že pred časom odšli iz vašega življenja, bi se zdaj lahko vrnili. Poleg tega bo pa to tudi dober čas za uravnavanje prihodkov, izdatkov. Zelo dobro vam bo uspelo krmariti med prihodki pa med stroški. Drugače v novembru lahko spoznate čisto nove ljudi, samski lahko potencialno novo ljubezen. Tukaj se vam svetuje previdnost, da se ne zapletete v neko skrivno razmerje, ker vam to ne bo prineslo pravega zadovoljstva. Če bi bila pa oseba tujec oziroma če bo tujec, bo pa to v redu. Torej, konec novembra in decembra boste želeli imeti več od romantičnih razmerij, iskali boste srečo, zelo boste tudi strastni, romantika vas bo zelo privlačila. To bi lahko mogoče prineslo težave parom, ki ste dalj časa skupaj, ker vi boste morali delati na strasti, na poživitvi veze, drugače bi šli lahko s partnerjem tudi narazen. Posebej, ker boste seveda spoznavili veliko potencialnih drugih partnerjev. Tisti, ki pa na novo iščete partnerja, pa bi lahko imeli vezo, kjer boste vi in partner bolj strastni, to pa tudi pomeni, da boste lahko bolj posesivni drug do drugega, zato bodite pazljivi. Torej, lahko bi bili vi posesivni do partnerja, lahko on do vas, lahko pa oba. To je tudi dober čas za kreativnost, tudi v tehniki, če boste želeli kaj investirati, pa vse raje dvakrat preverite. Torej, bodite tle pri denarju pa pazljivi. V decembru pazite tudi v komunikaciji z družino, tukaj bi se lahko pojavili neke težave, neko nerazumevanje, nesporazumi. Pazite tudi, da ne boste preveč ukazovalni, ker bo se zelo individualno usmeriti, torej kaj vi hočete, kaj vi želite in tukaj bi potem lahko prišlo do nekih nesporazumov. Je pa to čas, ko boste več bili z vašimi otroki, če jih imate, pa tudi v tem času, torej v decembru, se tudi vaš prihodek lahko spremeni in boste tudi razmišljali, kako bi tudi še lahko zaslužili več denarja. Torej, razmišljali boste o nekem novem načinu pridobivanja denarja. Torej, če želite osebno Jyotish analizo, imam akcijo v tem času in prvim trem, ki se prijavijo po objavi tega članka, daruje 10% popust vse moje Jyotish storitve, tudi če se želite izobraževati, pri meni prav tako to velja. Torej, za izobraževanje, Jyotish izobraževanje 10% popusta za prve 3, ki se prijavite. No, potem smo pa tukaj že pri strelcih. Torej, če ste v ascendentu strelec, imate luno v strelcu ali sonce v strelcu, vas v prvi polovici oktobra čaka predvsem delo na poslovnem področju. Torej, ukvarjali se boste z kariero, statusom, tukaj se bo pojavila neka nova energija, lahko bi se tudi pojavile neke spremembe na tem področju, mogoče boste želeli spremeniti službo, pozicijo, lahko pa tudi to pomeni, da se boste želeli razširiti na poslovnem področju. Tudi boste bolj hrabri v poslovnih zadevah, je pa tudi res, da boste imeli občutek, da nimate nič pod nadzorom, naprimer pri kakšnem napredovanju, višji plači ali pa kakšni drugi spremembi. Bodo pa te spremembe, ki se vam bodo dogajale, zagotovo povezane s financami. Sicer bi bile lahko tudi s čim drugim, ampak velika verjetnost je, da bojo povezane s financami.
Pomembno je, da z vodilnimi ne zaidete v kakšne konflikte, pazite tudi pri sodelavcih. Je pa res, da boste na koncu morali sprejeti nek kompromis in to je verjetno povezano z denarjem, z vašo plačo. Za samozaposlene bo to malo težje obdobje, pazite pri novih začetkih, tukaj vam svetujem, da počakate raje do konca oktobra. Zdaj, v tem času bi lahko imel vaš poslovni ali osebni partner tudi kakšne težave, povezane z očetom, lahko z dedovanjem, pravnimi zadevami, zdravjem, zavarovalnicami, tudi denarjem in to se bo razrešilo šele konec oktobra. Zdaj, za vas bo pa konec oktobra čas, ko boste bolj samozavestni, ne boste več tako izgubljeni in boste lahko sprejeli dobre odločitve glede prijateljev, tudi denarja, torej prihodkov. Je pa res, da bi v tem času lahko izgubili nek dotok denarja in tudi verjetnost povišice je precej manjša. In to boste potem nekako morali spustiti. Lahko bi tudi v tem času izvedeli nekaj o partnerju v zvezi z romantično zvezo in tudi s partnerjem se boste verjetno in boste imeli nek pogovor z njim, nek odkrit pogovor, kako naprej. Bodite pazljivi pri investicijah. V novembru, v začetku boste še vedno dejavni na poslu, v službi, tukaj boste želeli napredovati v finančnem smislu. In ne glede na to, da vas čakajo tu izzivi, boste v času do sredine novembra zagotovo zaslužili več. Torej, to tromesečno obdobje je za vas obdobje, ko se boste veliko ukvarjali s financami. Ob koncu novembra in v decembru se bo vaš fokus pa premaknil v dom, odnos z mamo, delali boste na samozavesti, na vašem miru v srcu, to boste želeli, da ste bolj mirni, boste pa malo nemirni, torej ne boste toliko mirni, kolikor bi želeli, boste raztreseni, lahko boste tudi nespeči. Zato bi potrebovali sproščanje, umirjanje, torej jaz imam za to zelo dobre tehnike, metode, povezano dihanje, mantre, tako da če to želite, me lahko tudi kontaktirate in se lahko dogovorimo v zvezi s tem. Drugače je to dober čas za duhovno napredovanje, dvig zavesti. Boste pa želeli nekaj spremeniti v svojem domu, lahko boste imeli celo željo, da potujete v tujino ali da se preselite. Umaknili se boste od javnega življenja, od posla, lahko bi v tem času tudi spremenili svoj posel, službo ali zamenjali kariero. Mogoče boste želeli delati čisto nekaj drugega, kot delate sedaj, torej to posebej velja za vas, če ste v rahu ketu obdobju. V decembru vas seveda čakajo zagotovo tukaj neke spremembe, torej področje doma in posla. Ob koncu decembra pazite na komunikacijo in odkrito sporočate drugim svoje želje, ne tlačite jeze, posebej ne v odnosu do otrok ali partnerja. Lahko bi se pojavilo neko nerazumevanje strani partnerja, zato bodite tukaj previdni. Finance bojo dobre, samski lahko že od konca novembra koga spoznate, a verjetno boste s to osebo napredovali bolj počasi. Ker boste verjetno zaznali, da ta oseba ne ve, kaj bi z vami počela, tudi vi ne boste točno vedeli, ne boste vedeli, kaj od partnerstva pričakujete, pa tudi tista druga oseba ne bo vedela točno, niti v kaj se spušča, niti kaj želi, tako da tukaj pojdite bolj po korakih. In se vam bo kasneje razjasnilo, torej kaj vi želite, tudi ta druga oseba bo vedela, kaj želi in boste potem lažje napredovali v nekem odnosu. Torej, če želite osebno Jyotish analizo, imam zdaj akcijo in prvi tren, ki se prijavijo po objavi tega članka, darujem 10% popustno vse moje Jyotish storitve. To velja tudi za tiste, ki bi se mogoče želeli udeležiti mojega poučevanja Jyotisha, ki je pa trenutno na voljo, torej individualno. No in potem smo tukaj že pri kozorogih, torej kozorogi, če ste torej v ascendentu kozorog, imate luno v kozorogu ali sonce v kozorogu, vas v prvi polovici oktobra torej čakajo neke zadeve v povezavi z izobraževanjem. Lahko tudi potovanji, očetom, vašim vrednostnim sistemom, imeli boste neke nove priložnosti, ki se bodo pojavili v izobraževanju, lahko pa tudi neke nove priložnosti pri poslovnem sodelovanju z drugimi. Zdaj, če ste študent, dijak, bi lahko imeli v tem času željo, da zamenjate svoj študij ali pa naredite neko spremembo na tem področju. V tem primeru se vam svetuje, da počakate do konca oktobra, ker takrat vam bojo stvari bolj jasne in boste lahko sprejeli pravo odločitev.
To je drugače dober čas za potovanja, razreševanje odnosa z očetom, tudi za religiozne, duhovne študije. Oče bi lahko v tem času imel težave, zdravstvene probleme. Pritisk boste čutili na delovnem področju, na poslu, tukaj boste morali sprejemati neke kompromise, to bi vas lahko jezilo. Posebej bodite pazljivi v odnosu do nadrejenih, ker na poslu bi lahko prišlo do nekih konfliktov, prepirov in vam se svetuje, da se temu raje izognete. Zdaj, spremembe tukaj na poslu so neizogibne. Lahko bi se v tem času vam zamenjalo vodstvo, lahko bi dobili drugega šefa, ker vse kaže na neko spremembo in to na tem področju. Lahko pa to tudi pomeni, da boste vi zamenjali službo, ker vam ne bo na poslu všeč atmosfera, ne bodo vam všeč ljudje, ampak na to spremembo počakajte do konca oktobra. Takrat boste tudi verjetno sprejeli neko dokončno odločitev, pa to ne samo glede službe, ampak tudi glede doma. Lahko bi bila tukaj neka selitev, preurejanje doma, lahko nekaj povezavi z mamo in vse to se bo uredilo šele ob koncu novembra. Zdaj, samski lahko v oktobru, kaže vam pa to tudi v decembru, samski se torej lahko zapletete v neko strastno romanco, lahko z nekom, s katerim delate, zato pazljivo, lahko bi bila ta romanca skrivna. Že vezani pa boste konec oktobra lahko izvedeli nekaj o svojem partnerju, njegove skrivnosti, vezane tako na družino kot premoženje, posel in te zadeve bodo zdaj prišle na plano. V začetku novembra vas na poslu še vedno čakajo neke spremembe, kasneje tudi večji uspeh, tudi povezavi s financami. Konec novembra v decembru se pa boste bolj začeli posvečati svojim hobijam, okolici, bratom in sestram, če jih imate, tudi krajšim, daljšim potovanjem, tudi boste bolj samozavestni, hrabri. Zdaj, na področju partnerstva pa lahko pričakujete neke izzive. Partner bi lahko imel neke težave, strahove, lahko bi bil tudi bolj nemeren. Zdaj, za vas bo pa to čas, ko boste lahko spoznali več ljudi, se z njimi bolj povezali, lahko boste tudi povečali svoje prihodke, premoženje, tudi več boste potovali. Zdaj, če začenjate nov posel, boste v njem precej bolj uspešni. Seveda, če se boste trudili, če boste bili dovolj samozavestni, pogumni. To je zelo, zelo dober čas za tiste, ki delate s socialnimi omrežji, torej internetom, spletnimi stranmi, torej konec novembra in v decembru. Tudi s pisanjem, komunikacijo, poleg tega boste imeli v tem času možnost, da se povežete z brati, sestrami, predvsem mlajšimi. Je pa res, da bi lahko imeli tudi kakšne nesporazume z njimi. Poleg tega pa bi se lahko umaknili od očeta, zamajal bi se lahko vaš vrednostni sistem, mogoče ga boste celo spremenili. Potem vam pa kaže tudi potovanja v decembru. Se pa tukaj tudi lahko na potovanjih pojavijo kakšni nesporazumi, kakšni zastoji, spremembe, tako da bodite tukaj pazljivi, dajte si narediti načrt, če potujete, pa vam bo lažje, ali pa nekoga vzemite s sabo. Lahko se pojavijo tudi nesporazumi, če se izobražujete, posebej torej študentje. Za študente to velja in tudi, če se izobražujete in študirate v tujini. Zdaj, če želite Jyotish analizo, osebno Jyotish analizo, imam akcijo trenutno in prvim trem, ki se prijavijo takoj po objavi tega članka, darujem 10% popust na vse moje Jyotish storitve. To velja tudi za tiste, ki bi se radi udeležili izobraževanja pri meni, torej imam individualno izobraževanje Jyotisha, lahko prijete na to izobraževanje. Tudi za vas velja, torej, če boste prvi 3, velja ta 10% popust. No, pa smo tukaj že pri vodnarju, torej, če imate luno v vodnarju, sonce v vodnarju ali ste vodnar v ascendentu, vas v prvi polovici oktobra predvsem čaka torej ukvarjanje z partnerjem. Lahko z osebnim, lahko poslovnim, ukvarjali se boste tudi s financami, to bi lahko vključevalo kakšne zavarovalne pogodbe, dediščino, kakšen denar v povezavi s pravnimi posli, kakšne druge zadeve, tudi lahko nekaj, kar je povezano s partnerjevim denarjem. Takrat bo tudi zelo dober čas, da vse to uredite pod svojimi pogoji. Torej, prva polovica oktobra. Konec novembra pa se tukaj pojavijo neki novi dejavniki in to takrat ne bo več možno, tako da vam svetujem, če je možno, da to uredite v prvi polovici oktobra, dajte to takrat urediti.
V ospredju bo tudi zanimanje za okultno, za skrivnostno. V tem času boste lahko razreševali in se poslovili od podzavestnih vzorcev škodljivih programov, posebej v povezavi s partnerstvi. Lahko obiščete psihologa, astrologa, lahko se lotite mojega programa Oracle of Light, kjer jaz vse to učim. Če želite spremeniti vašo partnersko situacijo, finance, tudi izobraževanje, dobro razmislite, v katero smer želite in kaj želite spremeniti in sprejmite odločitev konec oktobra. Ker konec oktobra se vam bo veliko stvari v povezavi s partnerstvom razjasnilo. Vedeli boste, na čem ste in takrat boste lahko sprejeli potem tudi zelo dobro odločitev v povezavi s tem. Takrat boste tudi lažje napredovali. Je pa res, da se pa bojo pojavile težave z mlajšimi brati, sestrami, če jih imate, lahko kakšnimi sosedi, ljudi, ki živijo skupaj z vami. Izvedeli boste neke informacije in ravno te informacije vam bodo potem omogočile, da boste sprejeli dobre odločitve. Torej tudi zadeve s partnerjem, poslovnim ali osebnim, boste zdaj lažje reševali in to bo tudi čas, ko se boste zdaj s partnerjem lahko odkrito pogovorili. Resnica bo prišla na dan. Potem razrešile se vam bodo tudi težave na poslu, lahko povezavi s tujino. Če ste študent ali dijak, lahko v tem času popolnoma spremenite svojo smer študija, boste pa uspešni, torej ne bojte se. Konec oktobra in začetku novembra lahko samski koga spoznate, lahko preko izobraževanja, svoje okolice doma, vezanim pa se bo veza v tem času poglobila in bo lepša kot prej. Tako da tukaj lahko pričakujete več romantike in ljubezni in ne več toliko problemov, kolikor jih je bilo do zdaj. Drugače vas v začetku in sredini novembra čakajo spremembe na poslovnem področju, tudi te boste uspešno prebrodili. Konec novembra in v decembru pa se vaš fokus prenaša na družino, na premoženje in tudi na posel. Torej, konec novembra, decembru se vaše premoženje v tem času poveča, bodo sicer vzponi in padci na tem področju, torej na finančnem področju in neke prilagoditve bodo potrebne v družinskem življenju. Čutili boste, da se na družino ne morete povsem zanesti, ampak, torej, kot sem rekla, premoženje bo pa, finance bojo pa dobre v tem času. Lahko bi v tem času tudi izgubili nekega družinskega člana, torej lahko bi se nekdo od vas umaknil. Imeli pa boste priložnost za novo delo, službo, če boste na primer želeli spremeniti službo, kariero, potem lahko to naredite. Pazite na zdravje, v tej smeri, torej glede zdravja, boste morali sprejeti več odgovornosti, torej bolj boste morali paziti na vaše zdravje. V službi bi se lahko v decembru pojavil nek nesporazum glede denarja, vaše plače. Imeli boste občutek, da vlagate več energije, kot pa dobite za to povrnjeno v denarju in to vam ne bo všeč in to bi lahko sprožilo nek konflikt, ampak se pazite teh konfliktov, posebej do nadrejenih in poskušajte zadeve reševati na miren način. Je pa drugače to zelo dober čas in to celo obdobje, torej 3 mesece dober čas za ljudi, ki se ukvarjajo z psihologijo, psihoterapijo, z okultnim. Torej, če se s tem ukvarjate, ste lahko v tem času zelo, zelo uspešni. Če želite osebno Jyotish analizo, imam akcijo in prvi in ki se prijavijo po objavi tega članka, dobijo 10% popust na vse moje Jyotish storitve, v to so vključena tudi izobraževanja, Jyotish izobraževanja, torej individualno Jyotish izobraževanje. Potem imamo pa tukaj še ribice, torej, če ste v ascendentu riba, imate sonce v ribah ali luno v ribah, potem vas v prvi polovici oktobra čakajo seveda partnerstva, delo na partnerstvih, tako osebnih kot poslovnih. Ukvarjali se boste torej ne samo s partnerji, ampak tudi strategijami v poslu, novimi možnostmi, priložnostmi, pogodbami. Raziskovali boste, kaj lahko še naredite v svojem poslu. Lahko bi v tem času tudi napredovali poslovno. Potem boste razmišljali, katere spremembe bi bile potrebne, da jih uvedete v svoj posel, vse z namenom napredovanja in uspeha. Se pa v tem času lahko zgodijo zelo pomembne spremembe v vašem partnerstvu. Zdaj, če so dobre ali slabe, seveda odvisno od vaše natalne karte, lahko bi bila tukaj neka izguba v povezavi z odnosi.
malo boste verjetno razočarani glede skupne lastnine s partnerjem, denarja, ki ga imate s partnerjem, lahko tudi povezavi s poslovnimi partnerji. V tem času ne sprejemajte pomembnih odločitev, počakajte na konec oktobra. V ospredju bo tudi partnerjevo zdravje, lahko tudi zdravje otrok, bratov, sester, tudi vaše zdravje. Bi se pa v tem času lahko vam pojavili ljudje iz preteklosti, predvsem ljudje, s katerimi ste karmično povezani, ti vam lahko prinesejo težave, zato pazite, ker karmični odnosi lahko prinesejo težave, žalost. Torej, karmični odnosi so lahko zelo zapleteni, zato pazite na tem področju. Samski lahko v tem času spoznate novo osebo, s katero bi se lahko zapletli v zelo strastno razmerje. To velja tudi za poročene, ampak bodite previdni, če nočete težav na tem področju. Torej, pazite, v kaj se spuščate. Dokončne odgovore na tem področju boste izvedeli konec oktobra, začetek novembra, takrat boste tudi prišli končno do nekih učinkovitih rešitev na vseh področjih, tako v zvezi s financami, partnerstva, zdravja. Imeli boste pa občutke negotovosti in to je čas, ko boste morali pustiti preteklost za sabo, čeprav se mogoče ne boste čutili dovolj močni, boste pa morali delati na tem, da boste spuščali ali pa da boste skušali spustiti preteklost. Tudi glede zdravja ne boste mogli več dopuščati težav, lahko so to težave z zdravjem, prehrano, zdravili, organi v grlu, tukaj boste morali narediti neko spremembo. Zdaj, lahko se posvetujete s kom, kako to rešiti, lahko s kakšnimi zdravniki, lahko z alternativnimi zdravilci, ampak to nekako boste morali v tem času rešiti. Drugače pa bo to tudi čas, ko boste rešili nekatere finančne zadeve, družinske zadeve, tudi povezavi s financami, lahko bi bila to kakšno vprašanje dediščina, ali pa kakšne, ne vem, zavarovalne pogodbe, skupni denar s partnerjem, to boste vse v tem času reševali. Boste pa nasplošno dobro uredili vse te zadeve, torej zadeve povezane s poslovnimi, zasebnimi partnerstvi. Kasneje, sredino novembra, vas lahko potegne v izobraževanje, okultna duhovna znanja, duhovno prakso. V tem času boste tudi dobro uredili neke vprašanja z dediščino, denarjem, pravnimi zadevami, lahko povezavi z mamo ali partnerjem, torej s partnerjem osebnim ali poslovnim. Konec novembra in v decembru se boste usmerili nase, na svoje želje, kaj vi želite, kakšni so vaši cilji. Želeli boste spremeniti nekaj na sebi, to bi mogoče v vas lahko sprožilo nemir, tudi strast. Priložnosti za spremembe bodo precej večje, bojo prišle precej te priložnosti nenadno, zato bodite previdni, tudi boste precej bolj karizmatični. Poleg tega pa boste nagnjeni tudi k nepremišljenim tveganjem, zato se vam v tem času res svetuje previdnost, posebej v času Rahujeve Gandante, ker bi vas lahko potegnilo v kaj. Torej, nepremišljena tveganja, bodite zelo previdni. Posebej to velja za romantična razmerja, lahko tudi za kakšna vlaganja in pri denarju bodite pazljivi glede stroškov. Boste pa v tem času doživeli porast kreativnosti, lahko bi vas potegnilo v izobraževanje na duhovnem področju, v dvig zavesti, lahko pa imate tudi otroka v tem času. Se pa boste drugače umaknili od določenih ljudi, tudi od partnerjev, tako poslovnih, osebnih, raje boste sami. Zdaj, v teh partnerjih bi to lahko sprožilo občutke zavrnjenosti, tako da se vam tukaj svetuje prizanesljivost, pogovori, zato da vas bojo razumeli, zakaj se umikate. Če se boste želeli umakniti, verjetno se boste, to vam kaže. V vaše življenje lahko stopi nekdo iz preteklosti ali pa nekdo, za katerega imate občutek, da ga že poznate. In ta oseba bi vas lahko privlačila kot magnet. Torej, pazite pri nepremišljenih tveganjih. Torej, konec decembra pazite na področju posla, pazite se nesporazumov, nejasnosti v komunikaciji, posebej s sodelavci. Boste pa v tem času tudi urejali neke zadeve za nazaj glede dela, poslovnih partnerjev, mogoče boste kakšne papirje urejali za nazaj, ne vem, neke stvari so tle nakazane, ki so povezane z delom. Ob tem seveda se vam svetuje, da se oborožite s strpnostjo, miroljubnostjo, boste pa
dobili večjo moč, torej za uresničitev svojih ciljev, bolj boste prizadevni, da uresničite tisto, kar si želite in da končno torej, svoje cilje, ki jih imate že dolgo, spravite v tek, v pogon, torej da jih uresničite. Če želite osebno Jyotish analizo, imam akcijo in prvi trening, ki se prijavi po objavi tega članka, darujem 10% popust na vse moje Jyotish storitve. Isto velja, če se želite pri meni izobraževati. Torej, če se želite izobraževati Jyotish, vam ponujam individualno Jyotish izobraževanje in tudi 10% popust za prve 3, ki se prijavite. No, želim vam vsem lep dan še naprej. Zahvaljujem se vam, ker ste se naročili na moje e-novičke in vas lepo pozdravljam.